Letos še nismo spletkarili in zato je zadnji čas, da v studiu pozdravim Katjo. Katja, živijo. Živijo, Max, živijo infodromovci. Čeprav se nekaj časa nismo videli, je na naših družbenih omrežjih zelo živahno. Pridno klikate na YouTubeu. Zelo vas zanima, kako Kaja dela z lesom, seveda pa so rekorderi po klikanosti še vedno prispevki povezani s COVID-19. Tudi na Instagramu najbolj množično spremljate novice o novih pravilih, ukrepi glede karantene in testiranja. Ja. Infodromovci nam na družbenih omrežjih pošljete tudi veliko sporočil. Ja, sporočali ste, da si tudi vi želite živali v šoli, prosti čas pa trenutno preživljate ob zimskih športih. Opazili pa smo, da se po spletu in družbenih omrežjih širijo tudi modne smernice za mlade. Ja, točno to. Ne vem, če ti je všeč moj stil, ampak misliš, da bi jaz lahko bil tak modni vplivnež oziroma influencer. Potem bi lahko ljudje govorili, furam stil Infomaxa. Ja, kaj pa vem, mislim, da boš moral najprej v svojem slogu posneti kakšen TikTok ali pa 100 njih. Sicer pa, ali si že slišal o modnem trendu e-dekleta? Ne, ampak sklepam, da nam boš ti povedala vse o tem. Ja, tako je. O slogu in modnih trendih smo se pogovarjali z učenkami osnovne šole Koseze. Trend je nekaj, kar narekujejo drugi, to so neke modne smernice, stil pa je nekaj osebnega. Moj stil je zelo različen in zelo odvisen od tega, kako se počutam. Da je bolj tak oversized. Inspiracijo najdem na Pinterestu, pa na Instagramu največ. Hitro grejo mimo trendi, a ne? In je brez veze zapravljati toliko denarja v to, pa še zaradi narave ni dobro toliko onesnaževati pa kupiti veliko oblek. Zdaj v zgodovini je bilo nekaj časa ful popularno, da so gospodje nosili visoke klobuke, ampak kasneje zaradi avtomobilov in vožnje pač klobuk ni šel v avto in so ta trend žal mogli opustiti. Modni trendi pridejo in minejo. Tako je bil v 90-ih letih prejšnjega stoletja zelo priljubljen džins. Ženske pa so si pri frizerju rade naredile trajno ali pa strešico. Danes je med priljubljenimi trend e-dekleta. To je način obnašanja in oblačenja, ki je mešanica K-popa, animeja in cosplaya. E-dekle je zelo samozavestno, veliko časa preživi na spletu, ponavadi pa se raje ukvarja z dejavnostmi, ki jih pripisujemo fantom. Moja sestra ima tako, pač imela je različne faze oblačenja, ampak vem, da je vmes imela tudi ta iger. Imela je take čejne okrog vrata. Druge ne presojamo glede na to, kako se oblačijo, ampak mogoče pa kdaj razmišljamo tako, mogoče ta stvar mi ni toliko všeč, kaj jo nosi. Najbolj pomembno pa je, da ne glede na trende in ne glede na ljudi okoli vas, vedno nosite to, kar je všeč vam in o čemer se vi dobro počutite.